Aleš, danes sva se dobila, zato da se pogovoriva o preteklih dogodkih in o tem, kaj morebiti lahko zate naredimo v prihodnje. Pa me za začetek zanima, kako se počutiš po vsemu, kar se je zgodilo. Rekel bi, da se počutim, bom rekel, zelo razočarano. To definitivno. Vendar gremo naprej, rečem s tem. Nova pot je tukaj, tako da sem pripravljen na nove izzive. Pripravljen na nove izzive? Tako. To pomeni, da se še nisi vdal v iskanju ljubezni? Ne, absolutno se nisem vdal in sem željen, da spoznam punco, definitivno. V najinem razmerju za Jasmino je bilo zelo težko, zahtevno in tudi zelo vetrovno. Vendar sem pripravljen pokazati, kakšen sem Aleš, da pokažem, kaj v resnici je Aleš. Kaj pa bi pričakoval od bodoče partnerke? Želim, da je oseba komunikativna, to definitivno. Želim pa, da se dopolnjujeva na vseh področjih. To pomeni mogoče, kjer sem jaz močnejši, da je ona tukaj, kjer je pa ona močnejša, pridem pa jaz zraven. Mislim, da te bomo spoznali s takšno osebo. Namreč, na naš eksperiment je bilo prijavljenih ogromno ljudi. Velika večina niso kazali nobenih ujemanj z ostalimi. Nekaj jih je imelo ujemanja z enim posameznikom, nekaj, še redkejši, pa so imeli ujemanja z mnogimi. In ti si en od takšnih kandidatov. Aleš, v nadaljevanju tega eksperimenta in v primeru, da ti predstavimo tvojo osebo, ali si pripravljen na to? Jaz sem pripravljen na ta eksperiment popolnoma, predal se bom, pokazal bom svojo ranljivost, kot sem tudi na prvem spoznavanju. Sem odprt fant, sem zelo komunikativen, čustven, temperamenten in ljubeč. To bo sigurno punca dobila od mene. Dal ji bom svoj prostor, da se bo lahko sprostila, da bo lahko povedala svoje mnenje, ker mislim, da tudi njeno mnenje veliko šteje. Zelo sem hvaležen, da sem dobil novo priložnost spoznati novo dekle. Veselimo se gledati tvojo rast in tvojo prihodnost v tem eksperimentu. Jaz se ti zahvaljujem za tvoj obisk in zahvaljujem se ti, da se nisi vdal v iskanju ljubezni. Hvala ti. Hvala.